Hidronik vsak dom. Klepet ob kavi vsekakor priporoča, da si zagotovimo dobro, čisto vodo, ki nima preveč klora in ostalih strupenih vsebin. O tem bomo danes govorili v oddaji Klepet ob kavi, sicer pa v našo družbo prihaja tudi Vasiljevka, dobro jo že poznate, bo pa o posebnosti in čudežnosti drevesa sibirske cedre spregovorila tudi Marijana Kolman. Voda je vir življenja. O tem vsi govorijo, ampak mogoče se pa premalokrat sprašujemo, kakšna vendarle je kvaliteta vode, glede na to, da jo moramo piti vsak dan in glede na to, da je tudi človek v večinskem delu sestavljen ravno iz vode. Kaj vse se zares nahaja v enem takem nedolžnem ali pa tudi ne kozarcu vode? V vodi iz pipe je danes veliko različnih strupenih snovi. Atmosferskih plinov, mineralov, organskih snovi, umetnih gnojil, herbicidov, pesticidov, mineralnih olj, težkih kovin, nitratov, klora, natrijevega fluorida, aluminijevega sulfata, parazitov, bakterij, hormonov, zdravil in drugih toksičnih snovi, ki so zelo problematične, saj vodo uživamo vsakodnevno. S tem pa tudi vnašamo vse tiste nezaželene snovi, ki povzročajo bolezni. Tudi alternative niso več tako dobre. Deževnica je onesnažena, filtri za prečiščevanje vode se razlikujejo po svoji učinkovitosti, voda iz plastenke pa večinoma ni boljše kakovosti od vode iz pipe, lahko pa zaradi plastike pride do izločanja metilnega klorida in ksenoestrogenov, to je rakotvorna snov. Poskrbite torej, da pijete dobro vodo, čisto vodo. Danes bomo govorili o vodi, v moji družbi pa Vinko Žgajner iz podjetja Poznik, ki se pravzaprav ukvarja s informacijskim tehnologijam. Veliko se ukvarjate tudi z vodo. No, sej, kaj pa je še bolj pomembnega, ne? Pa zrak, pa voda, pa smo že tam, ne? Pa malo svobode. Pa malo svobode. Vinko, govorila bomo tudi o informirani vodi. Kakšna je zdaj razlika med vodo pa med informirano vodo? Rečem, dobiva se na vrhu tistega hriba, prvo bomo vprašali, kako se pride tja, rabiš informacijo. Ja. Če želimo pa, da voda odigrava vlogo, kot je nam ljubo, rabi za to napotke. Torej, jo je možno usmeriti. Ta edinstvena sposobnost vode, da je sposobna sprejemati informacije, jih nositi sabo in se v skladu s tem tudi obnašati, je tisto, kar da temelj temu, da se je treba truditi, kako vodo informirati. Bolje, kot jo bomo informirali, bolj ustrezno, kot jo bomo informirali, boljši izplen bomo imeli. Torej, informirana voda ni nobena posebnost. Če gremo v prazgodovino, so tako, na rekovajih, primitivni ljudje znali vodo nagovoriti. Vedeli so, da je do nje treba imeti lep odnos. To ni šlo za stvar religije, ampak je šlo za izkustveno področje, kjer so ljudje vedeli, kaj pomeni, če vodo posvetijo, torej z dobrimi nameni. In kasneje smo mi to pozabili delati, zaradi tega, ker nam je nekdo povedal, da je to stvar domišljije in da v tem ni nič resnice. Zdaj, ko imamo pa veliko težav, od zdravstvenih do okoljskih, pa pravzaprav poizkušamo pogledati, kaj so pa počeli naši predniki bolj prav, da je žito drugače vzklilo, da je brez kemije ravno tako se dal družino prehraniti, da je poškodba gozda bila manjša, da je travnik imel pestro vrsto različnih trav in da je sam poskrbel za neociklus in podobno. Pomeni informiranje vode po informacijskih tehnologijah Poznik, pa pomeni združiti več različnih spoznanj in strok. To pa pomeni, na eni strani imamo steber tehnologije Poznik, to je hidronik, to so spoznanja v zvezi z vodo, potem je tehnologija prenosa, ker spoznanja, ki so bila že zdavnaj ugotovljena, da se da prenašati informacije, uporabimo za to, da jih prenesemo. Potem je tehnologija, ker se dela zajem podatkov. V medicini pravimo, če je dobro diagnosticirano, je lahko dobro zdravljeno. Mi pa pravimo, če lahko v četrti tehnologiji, ker ugotovimo informacijsko-energetski odtis, to naredimo uspešno, potem bomo zajeli tudi prave informacije, jih spremenili v kode in te kode potem pospešili skozi prenos, tu uporabljamo organsko tehnologijo, na cilje.
To zdaj govorite že o izumu hidronik, o katerem bova danes tudi še govorila, ampak nasploh o vodi me zanima. Veliko berem o tem, da kljub temu, da je voda nekaj tako primarnega, samoumevnega, bistvenega, nam še zdaj jasno ni, kaj vse dejansko ta voda zmore. Voda je pravzaprav sama po sebi čudež. Čudež zaradi tega, ker ob njeni prisotnosti je življenje, brez njene prisotnosti ga ni. Kamorkoli gremo v vesolje, posod iščemo vodo, ker bomo vedeli, da potem ima smisel iskati nove priložnosti za življenje. Mi govorimo o 3 stanjih vode. To smo se učili v šoli. Gerald Pollack iz Amerike je dokazal, da obstaja najmanj tudi 4. stanje vode, v katerem pa vodo najdemo v okoliščini, kjer se obnaša še bolj inteligentno kot sicer. Pomeni, če mi celici človeški odzamemo membrano, bi pričakovali, da v tej celici več ne more biti prisotne vode. Tam se najde voda v obliki gela in pomeni, ima drugačno površinsko napetost in lahko odigrava del svoje funkcije. Tu je zdaj mnogo raziskav, mnogo polemik, dejstvo pa je, da je to zopet ena izmed novih priložnosti videti vodo še na drug način, torej videti tudi sebe kot živa bitja na drug način. To pa pomeni, da zagotovo lahko trdimo, da ni v človeškem telesu molekule, ki ne potrebuje v eni ali drugi obliki ali v enem ciklusu ali drugem ciklusu prisotnost vode, torej smo samo voda. In ko nagovorimo mi vodo in ko spremenimo vodo, spremenimo človeka, ker spremenimo procese v njem, spremenimo potek različnih zapletov in podobno. Voda predvsem kot najbolj univerzalno topilo izvaja funkcijo, da topi in omogoča potem tem raztopljenim količinam, da se lažje vežejo v nove procese in ustvarjajo na koncu podporo življenju. Če pa mi vodi odzamemo to njeno iskro, če z njo ne delamo lepo, potem je ta voda toga, neodzivna in ne omogoča podpore. Zato lahko nekdo neustrezno vodo pije dolgo časa, pa bo kljub vsemu strukturno dehidriran. Naprimer, če bi jaz želel iti skozi vrata takole, ne gre. Če naredim takole, pa gre. Če ima voda vez med 2HO 104,5 stopinje, kadar je v ustreznem balansu, takrat se v procesih tudi ustrezno ugrajuje. Če se to razširi ali zoža, se spremenijo njene lastnosti. Biološko, kemično gledati vodo je stvar zgodovine. Če gledamo vodo zgolj kemično in rečemo, kemična struktura je ustrezna in potem bomo šli zalivati rože, pa ne bodo rastle, bomo ugotovili, da ena druga voda, ki ima enako kemično strukturo, je pa dala podporo življenju, zaradi tega, ker je imela nekaj drugega. Torej v sebi je imela življenje, imela je informacijo drugačno in z drugačno informacijo se je drugače vključevala v procese. Se pravi, včasih se z deci dobre vode lahko odžejaš, včasih pa z litrom nič ne narediš. Ker določena strukturirana voda bo v takih klastrih, da ne bo skozi prehode prišla. V medceličnem prostoru bo ostala, ne bo penetrirala v strukture in ne bo delala izmenjave. Rečemo ne ponovadi, da je dobra voda una mehka, kar tak te poboža po grlu, pa steče, pa tak naprej. V šoli smo se učili, da je voda brez vonja, barve in okusa, kar ni res. Vsak, ki je vodo pil in ob tem ključ čutila, ve, da voda ima svoj okus, da ima svoj odziv, da ima svoj pH in naša čutila zaznajo pH, vejo, kaj je razlika med 6 pa kaj je med 7,2, vejo, kaj je bazično, kaj je kislo. In v bistvu vodo najbolj prepoznavamo po prvi primerjavi po tem, kakšen je njen pH. Višji kot je pH, bolj je bazična, bolj je ugodna za določen del procesov. To pa ne pomeni absolutno. Se pravi, mi rabimo balans, ne? Mi rabimo balans. Koža 5,6 je v balansu, če gre nad to, imajo mikroorganizmi radi tako vlažno, toplo kožo in imamo težave. Če pa je nižji, so pa zopet druge. Pomeni, moramo zelo natančno skrbeti, da je vse enem ravnotežju, balansu, kot praviš. In vodi s pravimi navodili lahko pomagamo, da ona nam na koncu ustreže in pomaga. Natreniramo jo, kakor recimo. Vinko, voda iz pipe. Slišali smo, kaj vse je dejansko noter od zdravil, hormonov, ni da ni kaj dejansko dobimo iz vode, iz vodovoda. To so čisto fizične stvari, da ne govorimo o kloru pa vseh teh zadevah.
Ampak tak me zanima, vodo, ki priteče z pipe, noben v bistvu ne informira. Ampak, a je vseeno informirana samo s slabimi informacijami, ki jih pobere na svoji poti? Če mi dva greva zdale mimo kresa, ki ga kurijo, lepo oblečena, potem greva pa kristalno dvorano na šampanc, bojo vsi rekli, podimo smrdita. Ja, tako. Ker sva šla mimo, ker se je nekaj navzelo. Tako voda na svoji poti sprejema takšne in drugačne dražljaje in velik obseg tega tudi vase akumulira in potem, ko pride na cilj, reagira v skladu z tem, kaj jo moti, kaj jo ne moti, kako je lahko popolna v svoji funkciji, kako ne popolna. Pomeni, vsi vplivi jo vzdražijo, vsi vplivajo na njo in prav imaš. Če voda po vodotoku gre skozi ustrezne strukture, ima stik z ustreznimi materiali, je na pipi ustrezna. Vkolikor temu ni tako, že ima določen obseg moten. Če gremo od zadaj naprej, pomeni, klor je zračno topen, se razkraja, ko pride stik, če malo počakamo, vidimo v kozarcu, ko zmešamo, je na koncu bistra voda. Pomeni malo potrpljenja, pa klor rešen. Ja. Če govorimo o tem, ali je tista voda za nas ustrezna ali ne. Blizu je čas, ko bodo ljudje ne verjeli, ampak prepričani, da vodo najprej sprejmi kot dobrino, nekaj dobrega, konektajo kot tako, zahvali se jo za priložnost, popijo z namenom in bo odigrala svojo vlogo, ker tu ni časa. To se zgodi takoj. Če pa imam jaz odnos do vode, jo polivam, Je pa vse slovenski pogovor je, da voda še za čevelj ni dobra, ne? Ja, je. Pomeni, če pijemo vino, je tak 90% vode. Tist nekaj alkohola nas počas prav dobro voljo, ampak razlogov, da smo dobre volje, je zelo veliko, če po hribih pogledamo. Imamo privilegij, da bi edini na svetu pili najboljšo vodo. Ker 2 milijona ljudi nikjer na svetu nima takšnega privilegija, da bi lahko imeli vodotoke direktno usmerjene, ne pa da sklepamo kompromise in določamo, kje je še kakšna omejitev, to politiki določajo, da ni treba sanacije plačati in potem pijemo vodo, ker so nitrati noter, pesticidi in podobno. Zakaj? Zaradi tega, ker se ne obnašamo s pravim odnosom do vode oziroma ne do življenja. Če bi mi v prvi osebi vsak zase in vsi skupaj bolj cenili privilegij življenja, potem bi se zato mnogo bolj trudili in bi rekli, da je voda nekaj, kar posvečuje naše poslanstvo. Vinko, obstaja na trgu 1001 filter, ne? Različne možnosti, variante take in drugačne. Tudi ti vrči, ki imajo kar noter filter, pa ki naliješ, pa tak naprej. Pa me zanima, kakšno je tvoje mnenje o tem? Pri vsakem filtru, kjer ni možen in time, takojšnji monitoring, nastaja tempirana bomba. Mi ne vemo, bo prvi dan ali 10. ali 50. prišlo do tega, da bo po vodotoku prišla neka večja koncentracija ali materijala ali mikroorganizmov, ki se bodo zaradi tega, ker imajo možnost koncentracije, nekateri lahko tudi razširili. Ja. Mi opazujemo filter na oči, je še kar čist, še eno leto so rekli, da ga ni treba menjati in podobno. Mi ne vemo, kdaj vmes pa nastane okoliščina, ko bo tisto, kar bomo mi zaužili kot koncentrat, za naš organizem prehudo. Če bi pa ves čas imeli manj ustrezno vodo, po malem, bi organizem zmogel svojo inteligenco se tega obraniti. Torej, zelo, zelo dragi filtri za monitoringom so varni, ker imajo monitoring in veš, kdaj se je zgodilo nekaj, kar moraš šokom reševati. Tako na pamet, za par 100 evrov filter, ti pa tega ne pove. Vinko, raziskovalec sploh na temu področju, slovenski izum je absolutno hidronik, malo večjega sem pričakovala, no? Ja, bili so tako veliki, vendar potreba tistih, ki rabijo to inštalirati, je bila, a je kaj manjšega. To čez noč ni bilo možno narediti. Zato je pravzaprav bilo treba veliko sporednega razvoja na informacijskih tehnologijah poznih, da danes lahko imamo v tako na videz malem vitalizatorju združeno vse tisto, kar je bilo prej v velikem. Ampak to ni filter, ne? Zelo zmotno govoriti filter. Filter je to, da nekaj zadrži delce. Mi se s tem ne ukvarjamo. Mi se ukvarjamo s tem, da če pride voda v hidronik, na drugi strani, ki gre z hidronika, nikoli več ni enaka. To pa pomeni, če se ti zdaj le stuširaš ali pa če padeš v blatu, vedno si to ti. Torej, tisto, kar prinese voda zraven delcev in filtri ostavijo, res ostane tam, na drugi strani je videti čisto, ampak informacije
ki so oblikovale strukturo te vode, bojo na drugi strani dale nespremenjeno vodo, neustrezno vodo, v kateri samo delcev ne bo. Obnašala se bo pa tako, kot se je obnašala do agresivnih vplivov, do agresivnih spojin in delcev. Če pa gre voda skozi hidrovnik, pa imamo na drugi strani prestrukturirano vodo, ki je za 75% manj genotoksična, pomeni, da bo poškodovala 75% manj naših kromosomov. To pa ni več šala. To pa ni več šala. Zakaj me pravzaprav to zanima? Zaradi tega, ker sama sem kar konkretno prepričala svojega partnera in sva kar konkretno investirala v eno filter varianta zadevo, ne? Ampak poje pa druge finta, ne? Jaz imam že od majhnega težavo, da me včasih po tuširanju srbi koža. In vemo, da koža absorbira vse, da je včasih hujš, ko damo nekaj na sebe, kakor da bi dejansko pojedli, ravno glede absorpcije. In vse možno sem probala, in hrano, in kreme, in vse take in drugačne zadeve, in enostavno je loterija. Grem pod tuš, nikoli ne vem, kdaj me bo srbel, kdaj me dejansko ne bo srbel, ker je nekaj pač v vodi, ne? Se pravi, moram še nekaj za tuš potem kupiti, ne? In sem začela razmišljati, a ne bi bilo najlažje, tam, ko pride voda v bajto, tam zrihtaš, pa je to, ne? Tako je, in imaš v celem sistemu potem več združenih efektov. Se pravi, to se da. In una voda, ki pride v osnovi noter, se v bistvu prestrukturira in je potem informirana. Ampak kaj pa fizični nivo? Govorim o kloru pa vsem tem zadevam. Tudi to lahko ustavi. Kako je s tem? Ne, reakcija klora se spremeni in je v tem primeru hitrejša. Kar zadeva kemije, kemično vode to ne spremeni. Pomembno je, da se odziv, vgradnja in vključitev v procese te vode spremeni. To pa je v bistvu že nivo inteligence stvarstva. In tudi naš notranji podsistemi se vključujejo sorazmerno za to vibracijo spremenjene vode. Pomeni, se konektata dva izjemna sistema, ki skupaj znata pridelati boljše. Se pravi, a potem rabimo še nekaj, kar bo zaustavili pesticide, hormone, vse te ostanke od zdravil in tako naprej? Ta monitoring bi za eno privatno hišo stal toliko kot pol hiše in to v prihodnosti se ne bo dogajalo. Pomeni, mi imamo danes ene ocene, ki govorijo, da v razvitem delu sveta je 80% voda tako ali drugače kontaminiranih. Nomenklatura, ki to ureja, ima politično ozadje in pravi, to je dovoljena meja, tukaj še ni hudih vplivov in tako naprej. To bo zgodovina povedala, kaj so ti vplivi hudi ali ne. Dejstvo je, da spremenjena informacija vode, to je treba še enkrat ponoviti, spremeni genotoksičnost. Pomeni, tudi neustrezna voda je za nas manj pogubna. Aha. In to je tisto, kar je seveda bistveno. Najlepša hvala. Ja, nadaljujeva tale pogovor z Vinkandom vsekakor še, kajti to so pa res najbolj pomembne zadeve, o čem pa ne, če ne o vodi. O najbolj osnovni in bistveni stvari. Spremljajte še naprej Klepet ob kavi in spremljajte še naprej vse te informacije, ki se tičejo vode. Za življenje. I na tim temperaturnim uvjetima, onda čaga naprosto je puna tih tvari iz breze.